Dobro večer. Dobro večer. Sanja o avto na belem oblaku. Botticelli leži pod rumenim Fordom. Že nekaj dni preživi ves čas, ki mu ostane pod avtomobilom. Če bi ga bila žena pripravljena poslušati, bi ji povedal, da je imel videnje in da občutek, ki ga je v snu prevzel tisto noč, še ni popustil, niti ne kaže, da bi se to lahko zgodilo, preden se ne izpolni, kar mu je namenjeno. In kar mu je namenjeno, ni majhna reč. Mehaniku se je v snu prikazal rumeni Ford Capri MK1, vendar avtomobil ni stal na zaprašenem dvorišču ali v delavnici, pač pa na belem oblaku, zgoraj nad delavnico in hišo, mogoče celo visoko nad mestom. Težko je oceniti, kako visoko je lebdel oblak z avtomobilom, saj Botticelli v tistem snu ni imel človeških oči in pameti, prej je bil duh, ki je za kratek čas zapustil telo. Sicer pa to, kako visoko je lebdel oblak z avtomobilom, ni tako pomembno. Bolj pomembno je, da avtomobil, ki je stal na belem oblaku, ni bil obtolčen in rjast, kot je v resnici, pač pa je bil svetleč, kot tisti dan pred desetletji, ko je prišel z tovarniškega traku, le da avto iz sna ni mogel priti iz običajne Fordove tovarne, pač pa je sprav posebne, ki ima v zadnjem delu atelje, v katerem veliki mojster poslikava avtomobile s skoraj prelepimi podobami za človeško oko. Botticelli je v snu od same lepote sprva hlipal in zatem jokal. Stiskal ga je v prsih, bolelo v trebuhu in ščipalo v drobu. Ko se je sredi noči prebudil, je imel blazino mokro od solz, telo pa izmučeno in prepoteno. Previdno se je dvignil in odšel na stranišče. Sedel je na školjko in zaprl oči. Na školjki je sedel še dolgo potem, ko je nehal scati. Sapa, ki je vlekla skozi majhno priprto okno, je najprej posušila solze na kosmatih licih, zatem še prepoteno majico. Potem je odšel nazaj v spalnico, legel je v posteljo, zaprl oči in upal, da se bodo sanje nadaljevale, a je do jutra spal trdno in brez sanj. Kljub temu je v prvem svitu, ko se je zbudil, čutil, da je vse drugače, kot je bilo zvečer, ko je legel v posteljo, predvsem pa je drugačen on sam. Ni imel časa za zajtrk, ampak je takoj pohitel na dvorišče in v delavnico potisnil rumenega Forda. Od takrat preživi Botticelli ves čas, ki mu ostane pod avtomobilom, prepričan, da ni drugega kot usoda. Takšne stvari, kot so bile sanje o avtomobilu na oblaku, se ljudem ne dogajajo pogosto in v resnici se zgodijo le redkim. To je posebna milost. Ob pogledu na avto ga še vedno spreleti srh. Botticelli je prepričan v to, kar je prej sumil, da ni navaden mehanik in da ne bo do konca življenja ostal v zamazani mehanični delavnici na obrobju Trsta. Z rumenim Fordom se bo vse spremenilo in to že v kratkem. Botticelli si nekaj pred 9 ogleduje podvozje, ko ga zmoti avto, ki zapelje na dvorišče. Po zvoku motorja ve, da je Alfa. Avto obstane za kovinskimi vrati, trenutek kasneje iz njega izstopita moža. Po zvoku peska pod podplati ve, da sta dva in da nista tujca, ampak sta od tu. Eden hodi trdo, drugi zvito kot kakšna lisica. Botticelli obrne glavo. Tudi če ne bi pogledal, bi vedel, da so škornji in da sta moža, ki prihajata policista. Botticelli se potegne izpod avtomobila, vzravna in v hlačnice obriše zamazane roke, kot bi pričakoval, da se bodo rokovali. Hvala lepa. Sebastian Klepel, dober večer, še enkrat iz moje strani. Ta uvod oziroma tak literarni drobec za začetek je zato, ker je petek, svetlo je predpraznično in zato, ker smo se tukaj zbrali s pravim namenom, je prav, da se malo zapeljemo v to popotovanje. Najprej mogoče čisto za začetek naj vam povem, da se mi zdi smiselno to, kar ugotavlja ena od osrednjih protagonist tega romana, ki bomo danes obravnavali, to je Luminita. Prepričana je, da je najhujše, če zgodb, ki bi jih človek rad delil, nima s kom deliti. In veseli me, da bomo danes lahko podelili. Ker je to dogodek v okviru projekta Mesto bere, bi vas vprašala, pa brez namerno kar sproščeno, ker ta dogodek je predvsem namen tega je, da spodbuja branje
Ne pa, da bi vas zdaj spravili slabo voljo, ampak me zanima, ali ste pri tem projektu sodelovali, to se pravi, da ste, kako si želite tudi bolj aktivno sodelovati, ali bi si želeli, da pravzaprav glavnini najprej se mi pa pogovoriva, pa potem tudi vi sodelujete. Pa ne še dobe, a je kdo prebral mogoče ta roman? Mogoče pa to, a je kdo prebral ta roman zato, da ve pa koliko pojasnevati stvari? Čakaj, a to je ta najnovejši? Pod srečno zvezdo. Ne, da sem tega najnovejšega prebral. Aha. Danes, žal, bova govorila... Sem pa prebral recenzijo, tako da. Aha. No, skratka, mi pa bova poskušala, no, zdaj ko vem to, bova temu prilagodila, da se strinjam se, Sebastian. Govorila bova, sicer tako kot je na načrtu, to se pravi, na podlagi tega romana bova probala poskusila bova poiskati neke točke, ki iz zgodbe pravzaprav jih potem malo transponiramo širše družbeno. To bova naredila, pa malo bova tudi, ga bom pobarala, kako Sebastian ustvarja, pa kako predvsem vse te prvine, ki so prepoznavne v tem romanu, kar je žal pač fokus tega pogovora danes ta roman, ampak mislim, da tudi, če poznate druge stvari, da bo to v redu. No, se mi žal, če smem sam to prepovedati. V tem romanu se je pravzaprav zelo malo govoril. Mogoče celo malo premalo. Jaz sem imel ful več predstavitev s prejšnjimi romani, tudi s tem, ki je izšel pred kratkim, sem imel že več predstavitev, tako da sem vesel, da se svet o tem romanu malo pogovarja. Potem pa najprej to splošno vprašanje za začetek. Sebastian, si zgodovinar, delaš v oglaševalski agenciji, občutek imam, da zelo bistveno socialno pa si pisatelj. Pisatelj kratke proze, pisatelj romanov. V tem romanu se pa začuti, da pravzaprav vse te tvoje ljubezni, kratka proza, roman in pa tudi poezija, kar si objavil na svoji ustvarjalni poti bolj zgodaj. In potem bova tudi omenjala, to sva se že dogovorila, kar nekaj teh zelo takih lirskih, poetičnih momentov. Kako to združuješ? Kako izbiraš, ali si vzameš kot izziv, ali je neka spodbuda drugje, zunanje? Verjetno zelo spontano. Ta roman je malo bolj trši kot predhodniki, trši kot zadnji roman in nekako sem probal neko protipol mu najdeti in ta je mogoče malo bolj poetičen, čeprav tudi zadnji roman je pravzaprav vsaj začetek dosti poetičen. Ampak probal sem tisto blazno težo, ki ga prinaša ta zgodba, ta slaba zgodba o romunskem paru, nekako malo narediti, mogoče malo lažje v smislu, da se tudi znotraj te zgodbe najdejo drobci, ki pa so lepši. Morda se potem kar podava in zelo nakratko oriševa to zgodbo, ki naj bo samo v pari stavkih za to, da pravzaprav od tu naprej se odpira polje spraševanja. Ker vsako literarno delo, po mojem mnenju, ima poleg tega estetskega užitka, ki naj bi ga sprožilo med procesom branja, predvsem tisti moment še potem, da ostane nekaj v nas, nekaj premakne, nekaj nevsiljivo naredi boljšo, premakne v boljšo smer pri nas. No in prav ta roman dogaja se torej v Trstu. Izbereš Trst, izbereš pravzaprav mesto, ki je tako rekoč slovensko in mi. Izbereš mesto, ki je že po zgodovinski tradiciji mesto srečevanja in stičišče različnih kultur. In to mesto postaviš pravzaprav problem tujstva, problem drugosti. Zakaj? Kako da si se odločil to? Je to v bistvu bilo namensko, si se odločil, da boš obravnaval ta problem, ali je pravzaprav sam problem begunstva dan danes te spodbudil k obravnavi, ker namreč omenjena romunska begunca oziroma ta ljubezenski par, ki tragično končanje pravzaprav skozi nek motivator zgodbe, se znajdeta po prebegu iz Romunije in krajšem postanku v Rimu pravzaprav v Trstu, ker je prizorišče dogajanja. Ja, teme nisem
slučajno. Se mi zdelo, da to je nekaj, o čemer bi rad napisal roman, to se vidi tudi v njegovem nasledniku, da me še vedno to nekako drži. Sama ideja se mi je porodila na eni taki nočni vožnji z vzhoda proti zahodu, čez Slovenijo, in tam so v resnici tako ujede sedele, tako, ko jih vidimo, ne samo včasih, pač jih vidimo, pa se tega niti ne zavemo. Ne? Kako sedijo in prežijo vas ta čas. In se mi zdi, da pravzaprav to življenje ljudi, ki se v kombijih in kakšnih drugih avtomobilih vozijo z vzhoda na zahod, ne? Da pravzaprav te ujede imajo zelo tako močno simbolno, zelo so močne, ne, na tej simbolni ravni. Ne. Zakaj sem izbral Trst? Zato, ker Trst je po eni strani tako svetlo, fajn mesto, mimo grede tudi en del moje diplomske naloge se dogaja Trst, sem namreč delal Maksimiljana III. Pohod v Mehiko in Maksimilijan III. In njegova soproga sta pač v Miramaru živela. In to je recimo svetlejši del Trsta. Ne. Potem, ko se pa človek po obvoznici pele, čez Trst, pa tam dol gledaš v nečudne bloke, ne. Tam se mi je pa vedno grozno zdaj, tako, ko sem pogledal, jaz si ponavad, ko se vozim, pa vidim stvari predstavljene, kakšno je tam življenje, kako tam ljudje živijo, ne, takoj začne dogajati, ne. Tam v Trstu se mi je vedno tako me malo stiskal, ko sem tam dol gledal, nekako se ne bi hotel na onih dvoriščih znajti, ne. Sej, verjetno me ne bi za rezervne dele prodal, ampak tako ni bil pa nek prijeten občutek, ne, tako, kot recimo lepši del Trsta, ne, pa ta Habsburški obvodi, ne, tako zelo fajn, ampak zelo hitro so tam tudi pomoli, na njem se zelo hitro tudi neki tujci pojavijo, ko vidiš, da so neki stiski, da pač probajo nekako ustvariti tukaj neko novo življenje, ali so pa samo na poti nekam, kjer mislijo, da jim bo boljš. Sem malo zabredil. Ne, začasna postaja. To je Trst kot neka začasna postaja. Ja, in tudi recimo, ko smo snemali prispevk z, kaj pa vem, kje je oddaja, ne? Pisave mogoče? Pisave, recimo, ja. Je bilo tako zelo zanimivo, ne, ko smo se pomikali po teh točkah, da dejansko, ko še malo bolj začneš opazovati, se je naenkrat začel ta roman v resnici, kar nam pred očmi dogajati. Ne. Dejansko so tam res začeli pa eni čaranci hoditi, pa malo torbice, pa ure ponujati, ne. Pa se pojavi policija, pa zginajo, ne, pa se prepele ladica in pride z nje naenkrat 20 Kitajčkov, ki tudi kar zginajo v trenutku. Ne. Tako hecno, ne. Res je malo čudno in če prideš v tako mesto, kakšni malo bolj nenavadni uri, ne, ker v Trst ponavad, ne vem, Slovenci verjetno gremo, ali pa smo hodili bolj kavbojke, pa kavo kupovati, če se malo heca, ne. Pač ne prideš v kakšnih, ne vem, bom rekel, bolj običajnih teh urah v bolj nenavadne dele mesta. No, če pa to ujameš, ne, pa pravzaprav mesto čisto drugačno, ne, ker naenkrat dobi neko novo podobo, drugačen ritem, čeprav ta ritem je bil kar malo čuden. Tako, drugačno je. Za hipec še se ustavlja pri naslovu. Pod srečno zvezdo. Naslov je strašansko mnogoplasten, sploh če preberemo zgodbo in pravzaprav iščemo navezave naslova na vse posamezne like, ki jih upam, da bova vsaj v grobu teta glavna razčlenila. Ko omenjaš, da je ta zvezda, ki jo vidijo nad Trstom, in seveda roman se dogaja dan danes, to ste verjetno razumeli, je kakršnakoli povezava s tem, da se resnično pač zaznava ali pa vidi, ali pa da se pripoveduje o kakšni zvezdi, ali je ta del čista fikcija? Čista fikcija. Čista fikcija. Ja. No, lepo. In potem smo že pri prvem primeru zadrege, oziroma nečesa, kar stoji že na samem začetku in odpira pri romanu prav to, da nas, poleg tega, da se zadovoljimo lahko na sami fabulativni ravni, da nas lahko pa nenehno izstreljuje na neko višjo raven, se pravi, da iščemo neke usporednosti, zgodovinsko, družbeno kritično in tako naprej. Dobimo primer, ravno omenjaš Botticellia. Ta Botticelli je mehanik pa umetnik. Spet imamo neko, to se pravi, opravlja sicer zelo fizično delo, ampak realizira pa svojo umetniško žilico tako, da na karoserijo, to se pravi, na avtomobile slika najrazličnejše portrete oziroma umetniške slike in reprodukcije. On se znajde v zadregi pri policiji. Torej, na policijsko postajo mora, ker so policisti
kar tako predvidevali ali predpostavljali, torej smo na ravni hipoteze, nekaj, kar pravzaprav zasuka celo zgodbo. In kako hecno tudi v življenju se največkrat prav tako stvari dogajajo. Torej, gre za nek negativni stereotip o tujcih, ki so pač seveda problematični, predvsem stališče, ko zadevamo ob nek problem, iščemo seveda krivca. In običajno to tujec ali pa drugačen. In kakšne vse so potem te daljnosežnosti samega problema naših recepcij. In me zanima, kako to, da si se odločil, da pravzaprav zastaviš vse skupaj na neki hipotezi. Je bilo to spet, bom rekla, zavestno, kot neka kritika sodobne družbe, ker to se izrisuje ob najbolj negativnem liku, Gianfranco policistu, ki se mi zdi tako rekoč alegorija za vse deležnike moči v sodobni družbi. Ali pa, bom rekla, nasplošno. To sem zelo tako namensko, ja, pravzaprav. Pa mene je pravzaprav nekaj drugega vodil. Vodil me je to, da ta linija med tem, kdo je tujec, pa kdo ni, to je tako tanka linija, ta let je tako tanek, da pravzaprav se nam zelo hitro znajde, da smo v neki drugi perspektivi mi sami na drugi strani. Seveda je najlažje tako tu pač krivce iskati, najdeš skupino drugačnih in jasno, da so oni krivi, kdo pa drug. Ampak pravzaprav smo tudi mi sami lahko zelo hitro drugačni. Mi smo sigurno sumljivi, zato pa verjetno knjige beremo. In v petek zvečer se v knjigah pogovarjamo in mislim, da je to skupina, ki jo treba nadzirati in vedeti, kaj pripravlja in kaj razmišlja. Hočem reči, hitro se stvari obračajo in prav to je bilo tisto, kar me je pravzaprav na dražki me peljala skozi pisanje tega romana. Zavedanje tega, da pravzaprav hitro si sam tam. Ni nujno, da se podaš za boljšim življenjem, ne vem, v Avstralijo, Ameriko, Novo Zelandijo, tukaj se ti lahko to zgodi, kjer pravzaprav ti misliš, da nisi tujec, pa se lahko obrne, ali da nisi drugačen, pa se zelo hitro lahko obrne. Potem imaš like, ki so tako rekoč ti sredinski, osredinni glavninski liki, vendar nič manj pomembni niso liki, ki pravzaprav jih ne obstajajo, nič ne vemo, ali so žive, niso žive, ampak živijo posredno, to se pravi preko spomina. To je nek gospod Conti, skratka nek vojak, ki naj bi bil 100 let star, če bi bil živ in je ali ni, ampak dejansko živi. Zakaj? Zato, ker ga žena ni prebolela in živi še vedno s to mislijo, da on nekje je in se bo vrnil in pač ni nadaljevala življenje. Enako močno pa živi in pravzaprav zavira razvoj in življenje in pač pravzaprav stopanje in soočenje z današnjim vsakdanom staremu tigrovcu Gorazdu. Kaj si želel s tem povedati? Kaj je bilo sporočilo vseh teh motivatorjev zgodbe, ki pa niso prisotni zares? Konkretno, recimo, ta stotnik mi je bil zelo všeč, zato ker se v bistvu življenja ljudi, s katerimi je nekako bil v stiku, bodi si žena, ki jo je pustil, če je to sploh on, bodi si ta Gorazd, v nekem trenutku je bil zelo pomemben v njihovih življenjih in potem, ko je zginil, on ostane naprej prisoten v njihovih življenjih, to se nam verjetno ves čas vsem dogaja, pač nekdo odide tako ali drugače iz naših življenj, seveda pa na nek način tudi ostane. In na eni strani, če je recimo žena nekako kot, če je svet malo bolj črno-bel, tudi sem se dostakrat v tem romanu tako malo poigraval, da so stvari zelo črno-bele ali pa zelo očitne, bolj kot bi pričakoval bralec verjetno, ampak zelo namenoma. No in ta žena, recimo, ona je tisto vso ljubezen pobrala od tega človeka in ona je zaljubljena še kasneje in pač nekako živi, kot da je on živ oziroma je ob ne, kakorkoli, skratka, on je fajn. In po drugi strani je tigrovec, ki ga pa napaja sovraštvo, skozi vse življenje. Ta tigrovec, ubogi človek, sploh nima časa živeti svojega življenja in mu nič ne pomaga, da živi 100 let, ker vseh teh 100 let čaka, da bo pač ustrelil Contija.
In tudi potem, ko pride v Trst, sicer na koncu ne povem, kaj se zgodi, on sedi v Trstu, zato ker je malo prehitro prišel na slovesnost in gleda mlade Tržačane, Italijane gleda. In v bistvu se mu zdijo taki veseli, lepi, fajn ljudje, in pravzaprav ne ve, kaj bi sploh lahko imel proti njim, so oni verjetno tudi nič nimajo proti njemu. In vendar je prišel pravzaprav enega od njih ustreliti. Po drugi strani je pa to tudi zgodba teh nekih nerazčiščenih, čist zgodovinskih stvari, konec koncev Primorska po prvi svetovni vojni je bila pod Italijo, vzpon fašizma, konec koncev 22 je bilo že vse zapečateno, se pravi pritiski oziroma nasilje nad Slovenci oziroma vsemi, ki niso bili Italijani na tem področju, je bilo močno, pa se mi zdi, da se to kar malo pozablja. Tudi tako zgodovinsko gledano, Nemci so vedno unite najbolj grdi, pa ne narobe razumeti, nimam nič proti Italijanom, ampak v tem primeru pač seveda. To se pa kar pozabi, da Italijani so tudi imeli enega Mussolinija, pa da oni so tudi pravzaprav zelo terorizirali vse, ki niso bili Italijani, pa šlo kar tako mimo. Tako da se mi je zdaj fajn ta lik tudi izpostaviti tega Kontija, ki je bil pa tako kot vseh nekih čudnih režimih, je pač preživel zadeve, recimo ob predpostavki, da je preživel, ker tega ne pove, preživel, ampak ob predpostavki, da je pač to zgodba tudi tisočih uradnikov, recimo v Avstriji, v Nemčiji, ki so v času nacizma pač veselo sodelovali, pošiljali ljudi v smrt, in na koncu so pač, knjižce dali pod preprogo in naprej ostali uradniki, in naprej na uradih sedeli in štemplali ene druge knjižce, neke druga potrdila izdajali in življenje gre naprej, v nekem obdobju, so bili pa pravzaprav zelo sokrivi stvari, ki so se zgodile, verjetno časovno in geografsko je tudi Bosna dosti blizu, kjer so neke podobne zgodbe, ki so se v 90-ih dogajale, pa danes so pač vsi sosedje in potem verjetno tisti, ki so največ slabega naredili, najbolj na glas razlagali, da to je treba tako pozabiti, pa seveda je treba gledati v prihodnost. Mislim, res je, seveda, v prihodnosti je treba biti obrnen, ampak se pa treba tudi zavedati, kaj je popotnica preteklosti. Gotovo umestitev na Primorsko in to, kar zdaj izpostavljaš, je pomembno, saj kot sama kot Primorka ti lahko povem, da je to res zelo živo na Primorskem, in mogoče tukaj v centralni Sloveniji res malo manj. In je tudi potem sama zavest o slovenskem jeziku in o slovenski nacionalnosti čisto drugačna. Gremo mogoče za trenutek še do rahlo fantazijskih ali pa nedorečenih koncih, ki si ravno omenil, da nisi izrekel do konca, kaj se je zgodilo. Zdaj že dvakrat je rekel. Prvič, da ne vemo, ali je še živ ali ne ta stotnik Konti, ki seveda živi na simbolni ravni še vedno, in drugič, da ne vemo, kaj se zgodi s starim Tigrovcem, ali potem se premisli in le uvidi pri 95-ih, da mora začeti živeti in opazovati zdajšnji svet, ne pa preteklost. Takih momentov je še zelo veliko. Recimo, najbolj zanimiv, če že izpostavljaš svetlo pa temno plat knjige, je ta, ko zasliši in začuti ta begunka Luminita, da je vlak, na katerega mora stopiti, ta pravi. Meni osebno sicer je popisan, zvarirsko popisan prizor, me bolj spominja na smrt, na samomor, ampak po večkratnem branju sem ugotovila, da lahko pa beremo tudi zelo pozitivno. Torej, da moralno sporno dopusti vegetirajočega moža v bolnišnici, vendarle se odloči naprej, korak naprej. Kako to? Prav berem, je nalaž tako ali tukaj ni odprti konec? Sebastian? Zadnji roman, mislim, da ne. Pripelje se z vlakom v zadnji roman. Ja, tako da ona kar preživi zadevo, tako da to je izmed tudi klikov, ki malo potuje po romanu. Ampak tukaj se mi je zdelo pa, da si, dalo bi se pa zelo tako... Ja, lahko bi se razumeli tako ali drugače. Ker je potem še neka aluzija naprej na konec. Ja, sej, takrat, ko sem to pisal, pravzaprav jaz nisem takrat v misli, v naslednjem romanu prepel s tem vlakom, ampak se mi je pa potem fajn zdaj, da sem mi lahko dal še eno življenje. Dobro sem se počutil. Super, da, pričatiti na to knjigo, res. Tako, ampak, če gledava samo ta roman, se seveda lahko oboje bere. Se mi zdi
da ni nič narobe, če so zadeve odprte, če so prepuščene bralcev, da nekako sestavlja tudi zgodbo na način, kot bi si sam, ne vem, če želel, tako kot se mu zdi, da bi mogoče pasal v tem momentu noter. No? Zato, ker Luminita, recimo, ko pride do tega, da se odloči, ne, kar spet ne vemo, kaj se je odločila, ampak ona nekaj časa sedi na pomolu in premišljuje, da bi se pač vrgla v vodo, ne, in se utopila, ampak potem nekako takrat Svetlana pride, pa jo odpelje s seboj v Slovenijo, ne, in potem pa seveda svet odide, ampak ona nekako skozi malo, ne vem, točno, ali bi se odločila za življenje, ali se ne bi odločila, ne. Na neki točki mi je kar v redu, da se odloči za to, da bi živela naprej, no. Se mi zdi tako čisto spodbudno in fajn. Ja, predvsem v duhu samega dogajanja, ki je res v svetu lik, ne. Ja. Vse skozi ji ni treba, pač, ne vem, se samo žrtvovati za karkoli. Pa še toliko drugih je, ko se jim slabe stvari zgodijo, pa nimajo sreče na koncu v tem romanu. Ja, ja. Pojdiva še mogoče do teh momentov, ki so tudi neka vezna nit s tvojim pisanjem. Domače ti je spogledovanje z neko fantastiko, nekim nadrealnim, nečem, kar ne vemo kako točno. Tukaj v tem romanu se ti pa zgodi, da pravzaprav se to bolj prelije v nek moment verovanja. In potem imaš več takih momentov, prizorov, ko neki taki neracionalni obrati, ampak vendarle ko neko priseganje na dobro. Ali je to v obliki nekih svetih resnic, da ljubezen se premaga, ali je to predaja v Božje roke, nekaj sodi, kot je recimo primer pri skorajšnjem utopljencu, angelu, ki odpre oči potem, ko ga babica pokriža in ga preda v Božje roke, ali recimo, ko ta svetolik, ki ga toliko imenuje in potuje potem še v naslednji tvoj roman, Luminita pač s to ljubeznijo spodbudi in resnično njen Dumitru odpre oči in se začne odzivati. Torej, momenti so tudi Vraževirja, recimo, kako pravzaprav Korina, torej tašča, oziroma mama tega Botticellia, ki smo ga že omenili, avtomehanika in slikarja, vidi takoj ob zanositvi, da je snaha v drugem stanu. Ker potem najbolj ta radikalni, ki pa res meji na fantastiko, pa je, da omenjena Svetlana, torej ta, ki pomaga tej begunki in dela v bolnišnici kot sestra, da pravzaprav iz tega, da se realizira, da je dobra, da končno počne nekaj, kar se zdi, da celo življenje pričakuje, da bi rada, se ji telo odziva, hormoni ponorijo, izloča se kri na prstnih blazinicah, ne vemo, je to mogoče recimo, pa mleko iz mlečnih žlez na prstnih bledovicah, kar bi bilo recimo v začetku nasledčnosti že, ampak samo od tega veselja, kje smo zdaj tu? A je to moment, kjer prestopiš malo svetu fantastiko? Ali... Ja, čisto malo sem si mogel pregovoriti. Si mogel stati zvestam. Ja, čeprav tisto, kar si poprej omenjala, se mi je zdaj pa čisto v redu v tej dokaj grobi zgodbi, no, se mi zdi, da je na nek način malo mehča, pa malo mogoče tudi odprejo tista vrata, ne, ko ljudje, ki so v nekih brezizhodnih ali pa saj na videz brezizhodnih situacijah, pravzaprav vse bojo k temu zatekali, ne bojo verjeli, da ne vem, ljubezen lahko pa vse premaga, čeprav resnic vemo, da lahko ja, lahko pa ne. Mislim, ni nujno, ne. In vse to, kar se v tem romanu zgodi, je tako, lahko da bo, ne, ker od tega pomaga, lahko tudi, da ne bo, ne. Predvsem nisem pa hotel, da so za ta ljudi vsa vrata, kamorkoli nekam na svetlo, zaprta, zaklenjena, tako malo puščam priprta, ne. Ja, mogoče pri Svetlani šlo pa tako malo, ampak vsake tokno, vsake 100 strani si pa lahko kaj tacga prvošča, ne. Eden od likov je spet nekdo, ki ne obstaja, za katerega sem govoril, ampak je spet zelo pomemben, ker popolnoma pretransformira oziroma povzroči spremembo lika, ki je zelo pomemben za to dogajanje, in to je ta nekrofil, ki se ga je tudi Tatjana omenila v napovedi.
torej taki ne obstaja, je izginuli Kitajček, deček, njegov prijatelj, ki je ob tem skorajšnjem potopu pri morju izginil in postane tabu tema. In spet se v bistvu dotakneš nečesa, kar je za družbeno klimo zelo pomembno. Ne? Torej, tabu, ki prav zaradi ostajanja na polju tabuja preraste neko njegovo zelo, če ne hibo, že zelo, če se zelo milela težavico, ja. Ampak živi. In je ravno Kitajec. To so Kitajci že nekaj časa, pa Kitajci so tako, vse so taki zanimivi. Ne. Predvsem zelo malo njih vemo, ali pa skoraj nič ne vemo. Ne vem, moj občutek je, da so te pač njihovi krogi zelo zaprti. Verjetno bi bilo drugače, če bi ta mali Kitajček bil moj prijateljček v vrtcu, potem bi mogoče ga spoznal, ampak ponavadi jih ne spoznamo in potem se pač napletejo neke zgodbe, tako kot pri vseh zaprtih družbah, ki so, pač, če nič ne vemo, si pa zmislimo, in potem seveda bolj, ko to ponavljaš, bolj kipi in narašča. No, ta Kitajček mi je bil tako fajn izhodišče, tudi recimo pri policistu, ki je sicer blazno pokvarjen v tem romanu, ampak nekoč davno ta policist niti ni bil toliko slab, ali pa še ni imel možnosti biti toliko slab, kakor je kasneje lahko postal. In se zgodi to, da rešuje tam dva otroka, ki se utapljata, in na eni strani je pač en domačin, ki pravzaprav niti ni domačin, se je bil na počitnicah. Ta drug je pa Kitajček, ki potem utone, pa se pač odloči, komu bo pomagal. Čeprav spet ne vemo, ali je se zelo zavestno odločil, ali se ni pač on takrat šel rešiti otroke. Enega je rešil, enega ni rešil, niti ni nujno, da je ta drugega sploh videl. Je pa to potem seveda spet tisto polje, kjer se lahko začnejo ugibati in razlagati, da je tak seveda je Belga rešil, Rumenka pa ne. Koliko je vrc. Tako da v bistvu pri Gianfrancu tukaj je to mogoče celo to moment, ki niti ni bil slab. Ni nujno, da je bil slab, ni nujno, da je sploh on Kitajčka videl, in mogoče mu sploh ne bi mogel. Mislim, mu ni mogel pomagati, ker preprosto ni vedel, da sta dva otroka v vodi. Gianfranco je bil takrat mlad in je rabil, da ga trepljajo in da ga dajo na prvo stran časopisov. Skratka, dober je bil, dokler je rabil biti. A je to, kar sem ti tudi ob pripravah omenila, oziroma napisala, prav berem, da je pravzaprav ta negativec, ki je bil v osnovi, dokler ni mu bila najbolj pomembna lastnost neka družbena potrditev in poklicna potrditev, pravzaprav alegorija za moč v današnji družbi? Ja, za prilaščanje moči. V bistvu on kar tako lepo kroji usodo someščana. Hočeš, nočeš se zelo hitro znajdeš v njegovi mreži. In na nek način je tako zelo podobno pri različnih stvareh, ampak logika je ponavadi zelo podobna. Konec konca imamo zdaj že težave, ali je voda pravica ljudi. In to se mi tudi tako zdi, kot ta policist odloča o tem, kaj pravzaprav se bo tebi zgodilo in za česa te bomo zdaj preganjali, je zelo podobna zgodbe o tem, čigava je pravzaprav voda, če malo poenostavljam zadevo. Tako da meni je Gianfranco, ko sem pisal, to je res tako, en tak lik, ki jih pravzaprav danes okrog nas je zelo veliko. Problem je pa, da se jim to dopušča, da se nihče ne opre. In vse te moji junaki se mu niti ne morejo opreti, tudi če bi se mu umrli, pravzaprav, razen da bi tudi sami šli po neki zelo kriminalni poti, kar so pa itak na dobri poti, oziroma so že zabredali, si ne predstavljam, da bi lahko rešili. Pravzaprav problem z njim bi lahko rešili, tako kot on probleme rešuje. Je Antonijo mogoče lik, ki na koncu se odloči izstopiti iz tega, oziroma ali imam odgovor, če zdaj izstopiva iz romana, pa se pogovarjamo malo širše družbeno, kje vidiš, oziroma kje nakažeš v romanu izstop posameznika iz te mreže, v katero prej ali slej se uplete in zaplete? Jaz se tukaj govorim o dveh stvarih. Eno je, kako hitro se zapletejo te junaki. Recimo, ne vem, tudi tisti čist bežni junaki, črnc, Jay, ki prodaja torbice. On na koncu pristane na to, da bo pač tam eno skladišče, v katerem živijo črnci, zažgali, zato da bo on imel boljšo prihodnost.
Dobro, ta je res malo na hard zastavil to, ampak skratka, zelo hitro zapadajo v to, ne, te male barabice, ne, potem postajajo večje barabe, ne, ampak nekje v njih pa je ves čas prisotno to, da pravzaprav si tega ne želijo, da so to življenja, v katerih je pravzaprav potegnili in nekako iščejo pot iz tega življenja, samo niso čisto najbolj uspešni pri tem. Čeprav nekateri se kar izvlečejo, se mi zdi, da nekako najdejo neke poti, poskušajo vam pridati in se mi zdi, da od tisti, ki so vztrajni in na koncu to tudi uspe. Ne. Isto je pa pravzaprav v življenju, ne, sej, stvari, ki se okrog nas dogajajo, tako te na tak ali drugačen način zelo hitro posakajo. Ne. Vprašanje samo, na kateri točki začneš razmišljati, da je to v redu ali to ni v redu. Ne. Tudi s svojim pripovedovalskim slogom dejansko ne dopuščaš nekega psihologiziranja ali kakršnega koli opredeljevanja do teh spornih ravnanj, ki vznikajo, kot zdaj praviš, tako najbrž ti razlagaš s slabo človekom, zaradi nekih mejnih situacij. Ne. To se pravi, da pravzaprav za ohranitev svoje lastne integritete pristopajo meje neke osebne etike, ne, ali kako. Ja, vsi so skozi malo v polju sivega, ne, pa gre pa včas malo proti temnejšem, včas pa malo proti svetlejšem. Je pa tako, no, da nekako se trudijo, ne, to se vidi, ne, da pravzaprav nikomu ni čisto vse. Gian Franco je mogoče res tak, da mu je tako v redu, kot je in vse izsiljuje. Vsem ostalim pa ne. Zdaj, to, kar si pa omenila, to neko mogoče, tako da se pač bere na nek način brez nekega opredeljevanja, ne, ali pa kot je bilo v eni recenziji napisano, tako hollywoodsko, ne, to je zelo namenoma, ne. Ker v bistvu vse, ko mi gledamo te ljudi in njihove usode, če se zdaj čisto fokusiramo na neke tujce, na neke ljudi, ki iščejo v našem okolju lepše, boljše življenje, mi smo zelo površni. Nam je čisto vse, odkot prihaja, kakšne zgodbe nosijo s seboj, kaj si želijo, ne, po čem stremijo. Mislim, v bistvu najraje bi videli, da jih itak ni tukaj, ne, če pa že morajo biti, pa da nam dajo mir, ne, da gremo lahko mi svojo pot in to je več ali manj to. Ne. In zato sem pravzaprav tudi na ta način pisal ta roman, na tak način, da se nisem spuščal v neka razglabljanja o tem, ne, ni šlo globino, gore ostalo čisto nimamo. Čeprav mogoče celo se mi zdi, da na teoretični ravni pravzaprav ne gre za to vzpostavljanje relacije med mi in oni, da to se vedno v romanu zgodi in mislim, da to zelo dobro v romanu slika realnost življenja, da v teoriji smo veliko bolj liberalni, kot pa, ko dejansko zadenemo ob nek problem. Ne? Ko je problem, najdemo ali krivca, ali pa ko je problem, je potem ta črn zoporen ali pa ta rumenc pač še bolj zoporen. Ne? Skratka, imam občutek, da pravzaprav to, ko pravim, da, ali pa kar sem ti tudi kot neko krajšo kritiko napisala, ko govorimo o tem slogu, ki se kot da malo izvzame in ne dopušča nekega psihologiziranja, ampak se racionalno vzpostavi neko distanco in nima pretirane čustvene vpletenosti, s tem ne mislim, da ni tenkočuten do problemov, ne? Samo da jih ne poglablja, ampak jih največ, in to so različni bralci zaznali, da jih največ želi tako zelo filmsko oziroma zelo vizualno prikazati. Zato, da teče zgodba, fabula na eni ravni, vse drugo in to, kar poskušamo zdaj malo govoriti, da vznika potem kot ena popolna alegorija sodobne družbe, je pa na drugi ravni. Si sploh želel ta vprašanja, o katerih ti zdaj zastavljam, ali si želel, da bi pravzaprav ta roman se bralo na tej fabulativni ravni? Ne, v redu, sej, v bistvu se mi zdi super to, ne, da ko bereš ta roman in zadeva šiba, ne, zelo je tak dinamičen, fajn, in se mi zdi, jaz kot bralec bi pričakoval, ne, da so pa neka rešitev pojavila ali pa nekaj, zdaj pa nekdo razmišlja o tem, da to ni v redu, ne, ampak pravzaprav se to ne zgodi, tako kot se v življenju, ne. In tako kot si ti rekla, teoretično so stvari bistveno lažje, ne, kar rečemo, bi pomagali tamenu na cesti, ko bi se nekaj zgodil, seveda bi, ne. Potem pa res greš po cesti, pa se nekomu, ne vem, samo vrečke razsujejo. Koliko ljudi mi bo pomagali, da mu pobere? Mislim, ponovati je, če drugega ne, je malo neugodno, pa tlej, zavijaš stran, pa greš, ne, pa ni treba naš narediti, pa je super, ne. Pa je to nekaj zelo, pravzaprav brezvezanega, če so se nekomu vrečke razsujejo, tega verjetno ni odvisno, kakšno bo njihovo življenje od te točke naprej, ne. Pri mojih junakih so vse to neke situacije,
ko v iskanju nečesa boljšega pridajo v ta kakor lepši, boljši del sveta, iščejo neke bilke, ne, in pravzaprav smo mi tisti, ne nazadnje, ki lahko te bilke vsaj ponudimo, ne, pa načelo jih ne. Da bi Boga, mi pa mogoče bilo ne, dobro nam bilo. Eno vprašanje je še to vprašanje, pravzaprav tega neopaznega in neusiljivega drezanja globoko v neke psihologizacije ljudi, ampak spet zelo tvoje pripovedovanje tako, to se kar sestavi. V mislih imam pištolo oziroma revolver, ki se znajde v novo odkupljenem avtomobilu in povzroča potem tej, očitno zdaj jaz temljajo kot osrednjem liku, ki se seli še naprej, luminiti, dvome in preizprašuje o sami skrivnosti. Kje je skrivnost, kje se začne, koliko sploh poznamo drug drugega. In pravzaprav, kar ji ostane, je vendarle samo odgovor, ker nikoli več ne spregovori s svojim možem. Zakaj še vse te detajle? Mislim, zelo na mestu. Tukaj se mi zdi spet, če razširim, kaj drugače zastavim, niti ne vprašanje, ampak nek zastavek. Zdi se mi, kot da se ta roman resnično lahko tudi vzame in bere po delih kot kratke zgodbe. Namreč, vsaki delci so vsak je zelo zaokrožen. In povsod je ravno toliko, da ta magnetizem vzpostavlja, da zelo teče, da nas zanima, hkrati pa nimate neke akcijske ali pa dramskih lokov predvidenih, kot si že tudi sam omenil ali pa izdal to skrivnost. In vendarle so to neka taka osišča, ki pa so zelo pomembna. Čisto vsak ta detalj, da se nekako poveže, ker potem ta moment se poveže tudi z Beatrice in Contijem, še enim ljubezinskim likom. Koliko je to sploh zavednega pri zapisovanju? Koliko se ti je zapisalo? Zapisalo v smislu, da si pač lirska duša po naravi. Ne, ta prepletanja so fajn, ne. Ampak moram reči to, ne vem, kakšni skandinavski avtori, ne, kriminalk, imajo verjetno takih pištol v romanu 15, ne, in vedno je to blazno dobro nastavljeno, ima predzgodbo in potem neke daljnosežne posledice, takoj, kasneje, kadarkoli, ne. Jaz sem bil tako, kar vesel, ko sem to pištolo podtaknil, ker pravzaprav sem jaz tem en kup drugih nastavkov nekako je dobilo neko, ne vem, zeleno luč pri pisanju. Niso obviseli v zraku, fajn, in je bil nek skupni element, ki je čist čuden, v bistvu zelo nenavaden, nek revolver od enega, ki hodi v Slovenijo malo čez ob vikendih ropat, se znajde pravzaprav pri nekomu, ki misli, da so mu pomagali, se tudi na nek način samo, ali pa niso, malo so ga tudi golfali zraven, se znajde v prtlažniku. In nekdo, ki je mogoče celo v tistem momentu nekaj dobrega naredil, se pravi Botticelli, ki je vsem temu Romunu dal drug avto, da bi se lahko odpeljala zlomenito naprej po svoji poti, ok, malo ga je ugolfal pri tem, ampak nič hudega, ker v avto je bil itak nevozen. Mu je pravzaprav s tem res največja škoda možno v življenju naredil. Pa tega sploh ni tako mislil, ker on za to pištolo ni vedel, ker je bil, a poveva, ne poveva, če ga pištolo? Ne poveva. Nekaj je tako zanimivo, da mora kaj ostati nepovedano. Sploh ni njegovo. Ja. Tudi on ni vedel. Dobro, jaz mislim, malo vejo, tukaj se nekako zelo veliko se zgodi, glede na to, da sem nekaj rekel, da ne več ni vedel. No, če zdaj spet gre malo bolj ta lirični ali pa ta poetični moment, je ta trenutek, neki tako, nek simbol pravzaprav kriminalke sproža pa v tej čisto intimni zasebni zgodbi pa druga preizpraševanje. Pravzaprav edino zanihanje nekega usklajenega para in nekih dveh pozitivcev, recimo. Ja. Vprašanje. Ja. Jaz sem vprašanje. Malce izvotekstualno, ampak vidim, da si že ti sam zaznal ta misterij, ki mene malo muči od takrat, ko pač odkar se je ta roman takrat pojavil in se stopljuje, ti si pa sam zdaj rekel tudi, da je to en tvojih manj opaženih romanov. Ker je zelo paradoksalno, ker po mojem to tvoj najbolj dobralca
za bralca je bil dostopen roman. Zelo tak prijazen za uporabo, ima suspens, ima jasno naznačene like, ta fantazijska funkcija, ki je Petra mi reče, skoraj minimálna, mislim, terasi pa mirovskega svača je krasen roman, ampak ki je treba zelo resno brati, da človek sploh nekako poveže fabulativne niti, ne. En tak odgovor, ki memoralne panike bi bil, da zato, ker se Slovenci ne maramo ukvarjati z drugostjo, ampak narobe, ne, zato, ker naše literarne uspešnice ravno vse govorijo o drugosti. Lajščak, Vojnovič, Gabriela Babnik, to jim je osrednja tema, ne. Ali obstaja zato kakšen racionalen odgovor, zakaj ravno ta roman v bistvu ni imel, ne samo da ni imel časa javno odziva, vidim, da je so razmerno malo ljudi, s katerimi komuniciraš, sploh prebrati tvoj zadnji roman, Kronika Pozabelja, odličen roman je povedene, vidim, da že veliko ljudi tako bere in komentira, da tega danes prvič imam priložnost poslušati moje ljudje govori. Obstaja za to, ko se razlaga? Mislim, ena je gotovo ta, da pravzaprav je bila prva predstavitev, ne vem, 6 mesecev po izidu, da se kar nekak nič ni zgodil, ne. Pa tudi pravzaprav, ko so bile recenzije, ki so bile sila različne, ne, od tega, ne vem, se mi zdi, da ljudje so malo pričakovali, mogoče bolj v smeri prvih 3 romanov, da se bo odvijalo, da jih je mogoče na nek način to malo zmedel, ne, kaj se zdaj dogaja. Ampak vendar, tako, sem bil sam presenečen, da se pravzaprav čisto nič ni s tem romanom zgodil, ne. V smislu tega, da, ne vem, koncev razna povabila knjižnic in podobno, ne, so pač neka stalnica, ne, pri pisateljih, ne, ampak klik s tem romanom se ni zgodilo čisto nič, ne, po eni plati, ne, po drugi in tako, zanimivo, no. Jaz sem bil kar presenečen, ker, ne vem, recimo, Matej Bogataj je zelo hvalil, ne, v 2 recenzijah, pa kljub temu, ne, pravzaprav je izzvenilo vse tako bolj kar tako, no. Ne vem, ampak s tem tenovim je pa res, ja, malo drugačna zgodba, no. Čeprav se mi zdi, da ni, ne, povratek k prvim 3, to zelo ima mogoče neke skupne elemente, ne. Ampak kljub vsemu, ne, tukaj je bil takojšen odziv, takoj se je začel nekaj dogajati, ne, dočim pod srečno zvezdo, kaj pa vem, ne, ni to pod srečno zvezdo. No, ampak ne, izide pa to jesen v Avstriji, ne, to je pa tudi nekaj. Ja, ampak ni mogoče tako, dostikrat lahko usoda nekih del, ki so navidezno zelo preprosta in imajo vse pravzaprav neko drugo sporočilo, ki pač ga ali pa ne vzameš. Pa se mi zdi, da nasplošno tudi Andreja ni tako, da se s neko samo kritiko težje soočamo Slovenci. Saj sem prej naredil v bistvu 3 avtorje, ki Slovence ne prikazujejo ravno kar dobre v tej luči, pa zelo uspevajo. Zdaj, kako ne, tudi jaz bi odpravil odgovora, kako da ta roman nekako postal v senci zvezde. No pa, okej. Se grozno, da še mora tudi skopiti. Že smo na dogodku mesta Ber, lahko jaz tebi potem zastavim vprašanje, a mora biti se ti zdi, da pravzaprav ta lahkotnost, ta drsljivost zgodb, ta pravzaprav postavitev prizorov, da to mora biti je koga od pravcev zavrlo pri recepciji? Ne, nasprotno, mislim, da brez tega, kdo je danes morda ne željen, ampak vsekakor velik plus. Brez tega skoraj ne bilježe praktično. Za širšo pozicijo. To se pravi, da mogoče je pa čisto tak nek zelo minimalen zunanji dejavnik, kot je... Ampak po drugi strani. To je tako kot literarni večer, ko se 15 minut prej ulije daš, ne. Če je še tik pred tem super vse zgleda, da si potem zelo se tako v dvoje pogovarjaš. Še kako vprašanje? Ja, predvsej podobno, no, se navezuje tudi na to. Koliko pozornosti posvečate sami izbiri teme, dogajanja, ker recimo ste predvsej plodovit avtor, ne, v bistvu, koliko posvečate pozornosti, koliko časa za to porabite, ker meni se recimo tisti roman zdaj, ki govori o astronautu, recimo se mi zdi nekako sam sinopsis bistveno bolj intriganten nekako kot od tega zadnjega Kronika pozabljena, ne, da se mi recimo tam mogoče zdel še boljši, no, nekako. Ampak ne zdi se mi pa, da bi recimo v knjižnici nekdo, ki bi videl, o čem se gre ta zadnji, da bi posegel po njemu tako kot pri tistem, recimo.
To me zanima, a tema najde vas, ali vi njo? Ja, to je pa malo drug z drugim gremo, ne. Ja. Se mi zdi, jaz ti tako ponovadi, ko pišem eno zadevo, ne, takrat se začne rojevati naslednja, ne, in potem načeloma dam stvari čas, ne. Ampak glih ta dva romana, se to je mogoče še najbolj zanimivo, Kronika pozabljanja pa Pod srečno zvezdo, če bi bil band, ne, pa bi naredil album, ne, bi bila pravzaprav A pa B stran plošče, ne. Ker jaz sem tudi Kroniko pozabljanja začel pisati in nekje na polovici sem imel tisto nočno vožnjo in potem sem napisal cel Pod srečno zvezdo roman in potem sem Kroniko zaključil. Tako da v bistvu sta tako delno celo usporedno nastajala, pa tako še kar zmeraj okrog tega pisanja. Ampak teme, ki jih izbiram, so pa res tiste, ko me v nekem trenutku zelo, bom rekel, zadanejo, no, nekaj, kar se mi zdi, da bi želel povedati. Če me je mogoče v preteklosti malo bolj fantastika, ampak tudi tam sem vedno skušal najdeti neko povezavo, bom rekel, s trenutnim dogajanjem, mogoče malo na drugačen način. No pa čist v prvem romanu, pa tudi v drugem romanu je še zelo to, ne. Ta moj zgodovinski del, malo pelil skozi to, no, da se mi je zdel fajn tudi ven potegniti kakšen zgodovinski ali objekt, ali dogodek, ki je manj znan, ne. Ne zdaj, ne vem, osvoboditev Ljubljane, ker pač vsi vemo, kdaj pa kako je bilo pa še posnetje, ne. Ampak ne vem, takrat sem recimo, ne vem, Žičko Kartuzijo not pelil, ne. Pa mogoče čist malo, ne, se dotaknil te pomembnosti same Kartuzije, kako je bila pomembna v tistem času, v tem prostoru, ne, kako so na koncu napisali tega, nisem pa povedal, in na koncu so se vsa ta srečanja, ker so se pač iz cele Evrope tam zbirala, ne, odpadla zato, ne, ker niso imeli več denarja, da bi vzdrževali vse te delegacije, ki so prihajale, ne, in potem je to težišče počasi se prevagalo drugam. Dočim, zdaj sem pa verjetno malo bolj v teh bolj zadevah, no, kar nas res zelo zadevajo. Se pravi, to isto, ne, v predzadnjem, tudi v zadnjem romanu se ga še dotaknem. Mogoče celo Manca Košer v spremni besedi malo preveč o bolezni se razpisala, se mi zdi, jaz ne vidim. Mislim, tudi ja, seveda, ja, bolezen kot taka, sigurno ja, ampak ni toliko težišča pri bolezni, zdaj pa enkrat pa v vodi pišem. Mogoče je pravzaprav to, da si... Prosti, a sem sploh odgovoril. Ja, kar v bistvu pozabil sem še nekaj dodatno vprašanje. Koliko je pri tem, a ne, v čem pravzaprav roman, koliko ima potencialni bralec veze, recimo? A je to sploh faktor, recimo, ne? Recimo, jaz predstavljam, da bo marsikdo posegel druge skupine, no, da bi lahko ne samo tisti, ki berejo, no, če vidijo, da je pa ta roman je pa v neki taki temi, ki pa bi nekako nekdo, ki je s tem povezan, prebral, recimo, ne, s to primorsko nekako tematiko, morda so drugi bralci posegli. To, recimo, tudi, kako je bralec. Ja. Mislim, jaz o bralcu tako razmišljam, da probam čim bolj, ne vem, rekel, tak komunikativen roman napisati, da ne mučam bralca, ne. In skozi način, na kakršen jaz pišem, pač povedati, kar želim povedati, ne. S tem, da res to, kot je Andrej rekel, ta je res tak prijazen do bralca. Ja, sem ti napisala tudi ene trikle. Gre za to, da se mi zdi vendarle pa pomembno tudi ta plat, no, ko vas sprašujete, da recimo mene kot bralko vedno preseneti oziroma ne preseneti, se pravi, ali me zaustavi, da začnem preverjati verodostojnost nekih podatkov, ali ne. Ampak recimo pri tebi mislim, da se pozna, da si zgodovinar, zato ker pač tudi, če nisi primorec, ker nisi, a ne? Ne, mislim, verjetno so tam kakšni predniki. Predniki, ja, ampak da je to tako zelo nevsiljivo, ne, podrobiš te fakte, teme in te ne zmoti, ne, mislim, človeka ne zmoti, to se pravi, da mora biti prepričljivo, ne, ker verjetno... Samo verjameš, ne? Seveda. Čeprav si vse zmislim. Ja, to je meni, kot bralki je pomembno, da jaz verjamem, ne, čeprav recimo nekaj križem, da verjamem, ker pač ni zdaj najbolj smisel, da na vsaki strani preverjam, ne. Ja, ampak se mi zdi, recimo, ta tigrovca, ne, čistko, če se uživimo v enega tigrovca, da so se mu blazne krivice dogajale, ki je živel v enem obdobju, ki ni bilo lepo, ne, pa čeprav
potem starejši ljudje dostakrat rečejo, da je bilo lepo, zato ker takrat so bili mladi, to ne vem, enkrat vem, da sem bral en tak intervju, ki je rekel, kaj ste se, v bistvu je bilo, to je bil najlepši čas, ne, ampak po drugi strani je bil tudi zelo krut, zelo grozen, ampak ja, takrat sem bil mlad, ne, zato je bil to najlepši čas. No in ta Tigrovec pravzaprav kljub vsemu, ne, nekako ga to zaznamuje in nosi sabo, ne, to neko svojo preteklost, ki se ne zna otresti in verjetno je posledica tega to, da je videl, doživel stvari, ki jih preprosto res ne moč kar pozabiti, odvreč, dati v nespomin, zaprto en predal, kot da se to ni zgodilo, ne, zlasti žrtve so ponovadno na tej strani, ne. Verjetno tudi kakšni storilci konc koncev, ne vem, če se vrnemo v to obdobje, ne, fašizem pa Italija, vse konc koncev, koliko pa so stari vojaki, ne, ali pa te črnosrajčniki, ki so, to so mulci, ne. Tako danes gledam, ne, jasno, če bi jaz star 12 let, bi se mi zdaj odrasli moški, pa jim že brki rastejo, ne. Drugi strani so bili pa to doskrat tudi samo eni mulčki, ne, in so lahko sodelovali pri zadevah, ki so jih zaznamovali za vse življenje in tudi verjetno je to nekaj, česar ne pozabiš, nekaj, česar ne moš odriniti, kot da se ni zgodilo, ne. Zato se mi zdi ta Gorazd en tak lik, ki pravzaprav to svoje breme nosi, ne, da ne zna odvršiti. In se še za to živi. Ja, enako vzamemo čisto kot en tak lik, ki prispodablja spremljanje, nesprejemanje pretekle zgodovine, ne, če so tako družbeno gledano, lahko pa tudi čisto zasebno. Ja. Vse enako. Vse vredno takih Gorazdov, vse zdaj je že dolg od vojne, ampak koliko samo verjetno bo veliko takih Gorazdov, ki so to nosili s seboj, ne, mislim, to lahko predvideval, nisem tega preveril, če so res te strici imeli take težave, ne, ampak si predstavljam, da ja. Ne? Ja, predvsem zato, ker so stari sami, ker smo toliko stari, da potem niso imeli več sogovornikov. Mogoče še kak komentar, vprašanje? Drugače jaz ne vem, mogoče moš ti zapovedati kaj, na kar te nismo še vprašali, ali pa se veseliš z enim krajšim odlomkom, ki bi bil bolj lirične narave, se strinjaš? Lahko. Zdaj večjih je. En je s pticami, en je o jutranji svetlobi, en je tako o samem smislu zapisovanja, ko je ta imunita si zamisli, kako bi svojemu otroku zapisovali. En je moment, kako bi lahko preživela stisko, ki jo ima, ne, na ta način, ker zgubi otroka namreč, da si ga zamišlja kot angel. Ogromno nekih takih, nekaj kar malo pesniških zadev, ampak boš kot ti izbral. Ne, da ti ne. Jaz bom pa prebral, seveda. Se ti si rekla, da si listke not. Listkov je, ampak najdemo zdaj en košek, ali ima kdo drug, kako želja. Jaz po manj imam takih sabo. Imaš takih? Ne, sem dobro takih grozne. Imaš tam te grozne, akcijske. Aha, 106. Nisem ne akcijske. Mislim, da je tle, nekaj te ptice. Pa še vam na svetu. Enkrat se mi je zgodilo, ko sem tako prosila mojega gosta, če nekaj prebere, prišel potem do mene en novinar in je rekel tako, meni se zdi nezaslišano, da vsiljuješ, kaj ne kdo bere. Tako da pardon. Sem nezaslišana. Ja, lahko pa tudi ta maniš na obrazu, da je prebereš. Tako da ne bom zdaj prebereš. Ne boš ptici skala. Ja. Gled, tle je ta prizor z ptice. Tako da začneš do začetka, pa en košček prebereš. Nekaj ura, ne? Se imamo še malo časa. Na to, da nismo bili točni. Madež na obrazu, madež na srcu. Pierina se zbudi dosti pred Botticellijem. Zunaj je že svetlo. Tkanina roloja, ki ni potegnen do konca, ker se mehanizem zatika, v jutranjem soncu je videti oranžna in dosti lepša. Se upravičujem, ampak takale branje so počasti tudi malo, da ne znam brati. Tkanina roloja, ki ni potegnen do konca, ker se mehanizem zatika. V jutranjem soncu je videti oranžna in dosti lepša, kot je v resnici. V resnici je rjava in rjava barva Pierini sploh ni všeč, še najmanj za dežnike in roloje,
Saj rjavi ne delujejo samo stari, ampak tudi iztrošeni. Pierina pa ne mara iztrošenih reči. Izpod roloja pada po posteli in naprej po omari snop svetlobe, ki napoveduje nov dan. Jutranja svetloba daje vsemu, česar se dotakne življenje, česar se ne dotakne, pa še naprej ostane v globokem snu. Ko se ženska premakne, se v zodeje dvigne prah. Nekaj časa se počasi dviguje, potem kratek čas lebdi v zraku in končno začne padati. Kot bi padal zvezdni prah, pomisli. Tak prah lahko pada edino iz nebes in iz nebes ne padajo slabe reči, je prepričana Pierina. Od zunaj se slišijo ptice, v sobi pa je še naprej tišina. Pierina sliši Botticellijevo dihanje in premikanje sekundnega kazalca na uri, ki kaže nekaj čez 7. Z lahkoto bi zaspala nazaj, če se ne bi spomnila včerajšnjih dogodkov. Najprej se spomni, da sta se s Botticellijem po noči divje ljubila. Po ne vem koliko mesecih sva seksala, zato ni čudno, da spi kot ubit. Dobro sem razdelala, se našobi. Takoj zatem se spomni črnega Antonija. Prasec jo je popoldan prejšnjega dne udaril. Ob misli na črnega jo spreleti srh. Ni mu ostala dolžna, ampak to ničesar ne spremeni, ničesar ne izboljša. Previdno vstane in po prstih odide v kopalnico. Pred ogledalom obstane in se nekaj trenutkov ogleduje. Ne ve, kaj naj si misli in kaj je pričakovala. Je pričakovala, da bo do jutra podplutba izginila? Je pričakovala, da ne bo ničesar videti? Je pričakovala, da ne bo ničesar videti in da se tudi spomnila ne bo ničesar, ker se sploh ni zgodilo? Ni pomembno. Odkima. Odpre hladno vodo in si previdno sklakne obraz. Kri mi ne teče več, se vzravna in si oblizne mokre ustnice. To je že nekaj. In glava me ne boli več. Tudi to je nekaj. Sicer jo še čutim, ampak bolečino bom premagala s tableto ali 2. Bolečina ni problem, ker bo izginila. Ostal pa bo madež na obrazu in madež na srcu. Madež na obrazu me bo spominjal na napako, ki sem jo naredila in bo čez čas izginil. Madež na srcu bo ostal dlje, mogoče celo zavedno. Spominjal me bo, kakšna prasica sem bila in opominjal na obljube, ki sem jih dala. Ne ravno na vse, to ne, Pierina odkima. Ko je človek v stiski blebetal, včasih na glas in včasih v mislih, največkrat pa se vse skupaj prepleta, tako da nazadnje ne more vedeti, kaj je rekel na glas in kaj samo v mislih. Človek v stiski blekne marsikaj, česar ne bi nikoli rekel. Govori in ne premišljuje, kaj pomenijo besede. V stiski obljubi tudi kaj, kar nima smisla. Zakaj bi držala obljube, ki nimajo smisla? Se Pierina nakremži. Za koga bi lahko bilo dobro? Za nikogar. In če ni za nikogar dobro, potem se jih ni treba držati kot pijanec plota. Tako vsaj mislim, naredi kratek požirek hladne vode. Kakorkoli, še malo pa se Botticelli zbudi. Ko me bo videl, ne bo tiho, pač pa me bo vprašal, kaj se je zgodilo. Vse res, kaj se je zgodilo? Ženska namršči čelo. Rekla mu bom, da me je na cesti udaril neznanec, ker nisem izpustila torbice, ki mi jo je hotel iztrgati iz rok. Potem, ko me je udaril, sem torbico spustila, se nisem neumna. Norec me je bil pripravljen za torbico ubiti. Botticelliu bom rekla, da še nisem bila na policiji, ker me je bolelo, bila sem zmedena in prestrašena, hotela sem čim prej domov. Ampak to bom opravila danes, seveda, šla bom na postajo in prijavila prijavo. In zakaj nisem Botticelliu povedala že včeraj, kaj se je zgodilo? Zakaj ga nisem takoj poklicala na Bubačelo? Prvič zato, ker sem imela mobilni telefon v torbici in sem ostala brez, in drugič, ker sem videla, da sta z Angelom čisto drugje. Nisem hotela pokvariti razpoloženja, nisem hotela delati slona iz muhe, ker ni nič resnega. Ja, imam modrico in pogrešam nekaj dokumentov in malo denarja, ampak to je tudi vse. Nič resnega, tako bom rekla Botticelliu. Si Pierina prikima in se na hitro odloči, da bo namesto na policijsko postajo šla v zdravstveni dom. Pregled in ne bo škodil. Konec koncev jo je črni z vso močjo udaril v obraz. Udarec je bil močan. Res čudno, da ni izgubila zavesti ali da ji ni zlomil nosa. Imela sem srečo, si obriše obraz in se vrne v spalnico. Dobro uro kasneje je Pierina na poti v zdravstveni dom. Kot sem si mislila, momja. Botticelli je bil ves iz sebe, ko mu je povedala, da jo je na ulici napadel neznanec. Morala bi me takoj poklicati.
je rekel, ne vem, kaj si mislila. Lahko bi bilo kaj resnega, saj vidiš, udaril te je obraz. Udarci v glavo so lahko videti nedolžni, v resnici pa se pogosto izkaže, da je poškodba nevarna in da ne gre samo za podplutbo. Če si ostala brez telefona, bi lahko stopila v kak lokal ali trgovino. Morala bi se znajti. Prepričan sem, da ti ne bi nihče odrekel pomoči, ampak kar je bilo, je bilo. Zdaj glejva, kaj lahko narediva od tu naprej, jo je objel. Takoj mož k zdravniku. Dobro naj te pregledajo glavo. Te peljem? Irina mu je odkimala, da ni treba, ker je v redu. Lahko grem sama, je rekla in iz omare v dnevni sobi vzela drugo torbico. Še sreča, da ne nosim zdravstvene kartice s seboj. Potem bi zdajle imela sranje, je v torbico pospravila najnujnejše in odšla. Botticelli je dober mož, vzdihne, ko parkira za zdravstvenim domom. Jaz pa sem krava. Vsega tega ne bi bilo, če bi imela malo več pameti. Botticelli me ima rad. Ni mu vseeno zame, požaje slino, ki se ji gosti. Še dobro, da me je črni udaril. Hvala ti, Pedro, za fukanje. Hvala, ker si mi odprl oči. Zdaj vsaj vem, kaj imam. Ti nimaš ničesar, to je jasno. Vse, kar si imel, sem bila jaz. Hvala, Sebastian. Ko si omenjal, da si zelo veliko gradil na tem bipolarnosti, na črno-belem, ravno ta primer, ki se nam je zdaj malo bolj naključil, kako zelo premišljeno zgodil, da si problemno v glavi, pa ravno o tem govori, kako je pravzaprav so liki, tako kot je tudi zares v življenju, če ne idealiziramo. Zpravi je neko spraševanje, vedno neka sivina, če je to resnično in iskreno. In prav tako zarisuješ tudi ta roman. Hvala, da si ga izpisal, objavil in se danes pogovarjal z nami. Vam hvala, da ste prišli.